Živjo, ful tukaj. Vi gledate Slona Easy. Jaz tukaj razlagam slon na najbolj easy način. V filmčku Glagol na Easy sem vam obljubil, da bom posnel še glagolski način na Easy, pa glagolska prehodnost na Easy. Danes bomo imeli itak da glagolski način. To sta tvornik pa trpnik. In obe obliki zelo dobro poznamo, jih uporabljamo najmanj enkrat na dan. Tvornik nam v bistvu pove, kdo je nekaj naredil, oziroma kdo je kriv. Zato tega imamo tukaj obraz, ker vemo kdo. Trpnik, imamo pa vprašaj, ker ne vemo, kdo je krivec, ne vemo, kdo je kaj naredil. Primer tvornika je: Miha ni naredil domače naloge. Tukaj vemo, da je Miha je kriv, Ti, Miha, domače naloge moramo delati. Razen takrat, ko jih ne rabimo. Glavnem, ja, to je tvornik. Če bi pa v bistvu to zdaj pretvorili v trpnik, bi se pa glasil: domača naloga ni narejena. Oprostim ti, Miha. Ne vemo, kdo ni naredil domače naloge, zato je to trpnik. Je pa tudi nekaj primerov, ki jih vsi poznamo, En je na primer: dobim dobro oceno, Ej, mami, jaz sem dobil dobro oceno, jaz sem dobil 5, jaz! Ta jaz tukaj ni pomemben, temu rečemo poudarjeni tvornik. To ni uradna definicija, ampak je lepo slišati, poudarjeni tvornik. Če pa zdaj to, če rečemo, da bom dobil slabo oceno, na primer 3, bi pa uporabil trpnik in bi se glasil, najprej bi počasi šel domov, pol bi pa rekel: 3 se je zgodila. Pol bi moja mami ne bi vedela kdo, torej to je trpnik. Ali pa na primer, to se na srečo ni meni zgodilo, moj oči je šel do moje mame pa je rekel: oprosti, po nesreči sem razbil tvojo najljubšo skodelico, oprosti. To ni glih najboljše. Kar bi pa rabil reči je pa, oziroma bi moral uporabiti trpnika, To se pa glasi: skodelica se je razbila. Pa bi mislila, da se je v stroju razbila, To je trpnik. Ali pa tudi na primer: oči, a veš, da je Rok dobil novo kolo? To je ful dober primer tvornika, ker vemo, da je Rok dobil kolo. Kar je pa še bolj pri tem je pa, da ima skrit pomen, ker se pa glasi, da bi mogoče bilo fajn, da jaz počasi dobim novo kolo, ker mi je to staro že premehno. Ali pa en ful dober primer trpnika je pa na primer, ko pridem domov, rečem: mami, hlače so se strgale. Pa ona bi takoj: čakaj, si slučajno padel, a si vse v redu, a si se kam napičil, daj, kje so bližji? Pa bi še 1000 in en razlog našla, preden bi ugotovila, da sem jaz po nesreči strgal hlače. Pri trpniku, tvornik je oblika, ki vemo, kdo je krivec, Pri trpniku pa v bistvu je pa oblika, ki ima: se je, se ni, je, pa ni. Če dam to v primer, je na primer: se je zgodilo, se ni zgodilo, je odprt ali pa ni narejen. In tako naprej, če grem samo še na hitrico čez. Tvornik v bistvu vemo, kdo je nekaj naredil, oziroma kdo je krivec, Pri trpniku pa ne vemo, kdo je naredil, oziroma ne vemo, kdo je krivec. Ne vemo in ne bomo vedeli. Zato je trpnik. Okej, upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkajte. Spodaj v opis bom dal tudi vse primere, ki smo jih imeli danes, pa pravila. Pa še nekaj. Danes sem objavil še en filmček. Pa si ga oglejte, pa mogoče boste dobili še kakšno nagradico. Bomo videli. To je to. Upam, da se imate lepo. Mogoče se naročite na YouTube kanal Slona Easy. To je to. Lepo se imejte. Čau.